Spoštovane občanke in občani, občine Ravne na Koroškem, dragi gostje, lepo pozdravljeni. Letos smo se zbrali v še večjem številu na srečanju starejših občank in občanov občine Ravne na Koroškem, da si ponovno sežemo v roke in se skupaj poveselimo. Na oder vabim Tinkaro Štern, da zapoje Srečo na vrvici, za njo pa se nam bo na odru pridružila folklorna skupina Anzej Banzej, Oš Prižihovega Voranca na Ravnah. Srećo imaš na vrbici, prijatelji ti
Zahvala gre občini Ravne na Koroškem, gospodu županu dr. Tomažu Roženu za posluh in prijaznost starejšim občanom. Zahvaljujemo pa se tudi Društvu upokojencev Ravne in pozdravljamo njihovega predstavnika, gospoda Jurc Augusta. V naši sredini pozdravljamo še predsednico območnega združenja Rdečega križa Mežiške doline, gospo Magdo Piko in gospo Franjo Mlakar, predsednico krajevne organizacije Rdečega križa Ravne. Sedaj pa vabim gospoda dr. Tomaža Rožena in gospo Magdo Piko, da spregovorita nekaj besed. Spoštovani zbrani, lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem, spoštovane občanke in občani, starejši od 80 let v naši občini, v mestu Ravne. Zbranih vas je kar veliko, po podatkih prostovoljk Rdečega križa vas je danes tu zbranih 170, torej 1/3 naših občanov in občank, ki ste starejši od 80 let. Oziroma, da se popravim, jutri imamo srečanje vaših vrstnikov v Kotljah, kjer pa jih živi 180, pa bo jutri zbranih 70. Tako da v celi občini so da vas je okoli 800, ki ste torej starejši od 80 let. Tako da vam čestitam, da ste prehodili tako dolgo življenjsko pot, da ste zdravi in da ste seveda tukaj z nami. Za začetku bi se rad zahvalil Rdečemu križu in tudi letos Društvu upokojencev, ki organizirate to srečanje v sodelovanju z občino Ravne, ki zagotovlja tudi finančna sredstva, da se poklonimo vaši generaciji, torej generaciji Ravenčank in Ravenčanov, ki ste rojeni pred letom 1944, čeprav računam, torej ki ste rojeni med drugo svetovno vojno ali pred drugo svetovno vojno, drugače ne morate biti tako stari, in ki ste seveda po drugi svetovni vojni do danes ustvarjali naše mesto, našo občino. Vsi vemo, da smo strmo rastli po letu 1945, da je železarna Ravne privabljala mnoge ljudi, kar vidimo tudi, ko sklepamo vaše zlate oziroma biserne poroke, tisti, ki seveda imate to čast. Večinoma, ko beremo biografije naših ljudi, vidimo, da je nekdo iz nekega razloga prišel v Ravne, torej zaradi železarne Ravne, posredno, neposredno. Zato se vam bi seveda želel zahvaliti za vse, kar ste storili v dosedaj prehojeni poti, bodisi, da ste delali na nekih delovnih mestih, bodisi, da ste bili doma, bile gospodinje, bili tudi morda moški doma aktivni. Skratka,
vi ste tisti, ki ste ustvarili v tej prihojeni poti našo lokalno skupnost in naša generacija je tista, ki stoji na vaših ramenih in dela v dobro vseh tudi v prihodnje. Leto 2024 se zaključuje, lahko rečem, da v občini Ravne nič ni po starem, veliko kaj smo začeli na novo. Temu je potreboval velik razlog poplave lanskega leta, 2023. leta smo doživeli, kot smo ugotavljali že kar na tem srečanju pred enim letom, največjo naravno nesrečo na Ravnah, vsaj po drugi svetovni vojni, poplavljene Ravne. Zato danes lahko vidite podrt kulturni center Ravne oziroma Titov dom je zravnan za zemljo. Občina se je s pomočjo države, za kar se moram zahvaliti državnozborskemu poslancu Janiju Predniku, nam zagotovila sredstva za nov kulturni dom, bil je včasih znan kot Titov dom in tukaj na tem mestu postal res en krasen kulturni center z 5 dvoranami, v letu 2026 bomo končali. Obenem obnavljamo naselja, ki jih je redno poplavljalo, naselje Javornik bo doživelo veliko prenovo cest, meteorske kanalizacije, sledi naselje Čečovje, delamo obnovo dolinskega vodovoda, na Ravnah pijete vodo iz 2 virov, Mežice in Kotelj, in okolikor bomo uspešni, bo v roku 2 let popolnoma nov vodovod, te salonitne cevi, o katerih ste morda kaj slišali, bodo zamenjane in bomo torej z nemajhnimi sredstvi prenovili celoten vodovod. Sledi pa tudi drugo veliko obnove, osnovna šola Koroški Jeklarji je skoraj v celoti že obnovljena, tako da res Ravne obnavljamo z vseh vidikov, kot rečeno, pri tem so botrovale veliko poplave in pa seveda pomaga nam država. Obenem smo v letošnjem letu otvorili v mesecu maju dom starejših na Javorniku. Dom je bil v trenutku poln, žal je postelj v tem trenutku premalo, kot se bi želeli, okoli 40 postelj v domu, ki se nahaja ob dvorcu Javornik. V samem dvorcu ni postelj, v dvorcu bodo pisarne, skupni prostori, kavarna in tudi dvorec se bo v kratkem dokončno obnovil, tudi občina in država uspela zagotoviti sredstva. Obenem pa je načrtu, da se poleg obstoječega doma, ki ga vidite, zgradi tudi še en stolpič, zato imamo že gradbeno dovoljenje, kjer bo 40 novih postelj, tako da je cilj, da bo na Javorniku okoli 90 do 100 postelj za bivanje tistih, ki boste ali ki potrebujejo to domsko varstvo. Hkrati pa se ta skrb za starejše širi na način, da želi država in občina zagotoviti to varstvo vam na domu. Torej, trend ni več o tem, da se ljudje preselijo v dom, ampak je trend v to, da so oskrbovani na domu in temu rečejo tudi dolgotrajna oskrba, ki prihaja počasi, za katero so se sredstva začela nabirati in je mišljena torej v tej smeri, da lahko čim dlje oziroma do konca naših življenj ostanemo doma in da nas službe ustrezno kvalificirane oskrbijo na domu, da nam bo to vsem v naši starosti pripadalo. Sistem gre bolj v to smer, kot pa da bi gradili domove z 200-300 poslami, kot se je včasih delalo in kot najbrž vidite občini Prevalja in tudi Črnečah, so domovi z več kot 200 poslami, ki pa izgledajo nekako neprijazni, oziroma so to inštitucije, ki pravzaprav niso okolja, kamor bi si kdo želel iti, ampak gre takrat, ko res mora iti, ko ni druge rešitve za neko normalno življenje. Tako da ne bom predolg, smo v mesecu decembru, kot rečeno, pestro dogajanje na Ravnah, ravenski razgledi izidejo v kratkem, boste lahko tudi brali o tem, kaj vse se je v letošnjem letu dogajalo, tudi kakšni so naši načrti, teh res ni malo. Glede na to, da že kar nekaj časa, vodim občino, lahko rečem, da toliko, kot se zdaj dogaja, se še pravzaprav v zadnjih nekaj letih oziroma desetletju ni dogajalo. Obenem pa tudi mogoče čestitka, včeraj smo bili proglašeni v celi Sloveniji za občino najbolj prijazno čebelarjem oziroma čebelarjem ali čebelam, skratka na tem področju. Imamo namreč odlično čebelarsko društvo Ravne, ki ga je vodil tudi do nedavno gospod Ludvik Kordeš, 110. obletnica društva in pa tudi čebelarsko društvo Kotlje. In na osnovi dveh res teh odličnih delovanj društva smo prejeli ta laskavi naziv, torej občina najbolj prijazna čebelam oziroma čebelarjem v celi Republiki Sloveniji in to je laskavi naziv, ki je plod tudi vašega dela. Čestitam
ki ste morda tudi med nami čebelari, čebelarke ali pa vaši otroci, no, ali pa vnuki, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. Med pa najbrž vsi so da radi jemo ali pa kako medelno žganje, medenjake, propolis, to pa vsi poznamo in zelo veliko je vredno, če to predelajo naši domači ljudje, kot če to kupimo v Tušo ali v Lidlo, ki pride iz Madžarske ali iz Ukrajine ali skodrkoli. Tako da, za zaključim, no, hvala, da ste prišli v tako velikem številu. Veseli me, da se udeležba na teh tradicionalnih srečanjih veča. Bilo nas je pred 2 letoma 90, no, vse se nekaj bila korona vmes. Vedno smo se dobili na osnovni šoli Prežgovega Voranca, sedaj smo v večjem prostoru in če bo treba, bomo našli še večji prostor, da vas pogostimo še več. In še enkrat hvala Rdečemu križu za to organizacijo. Vam vsem pa želim torej prijetno druženje, prijetno kosilo, s katerim vas bomo počastili in pa seveda lep praznični december. Miklavž je za nami, prihajata še 2 dobra moža, torej Božiček in pa tudi, kot je tradicija na Ravnah, Dedek Mraz. Tako da vam želim seveda veliko zdravja, dobrega počutja, sreče, zadovoljstva z vašimi ljudmi. Vam seveda pa največ zdravja in da se vsi skupaj vidimo na tem srečanju tudi prihodnje leto. Vse dobro in srečno 2025. Drage občanke in dragi občani, danes je že tradicionalni dan, ko še posebej izkazujemo spoštovanje do vseh vas, ki ste stari 80 let in več, saj ste ne le pričevalci zgodovine, temveč ste jo aktivno sooblikovali. Vaša modrost, izkušnje in ljubezen do življenja so dragocen zaklad, ki nas navdihuje in bogati. Vaša življenja so prepolna zgodb, zgodb o trdem delu, o preizkušnjah, ki ste jih premagali, o izzivih in tudi o trenutkih sreče, ki ste jih delili z drugimi. Zdaj, ko z nami delite svojo modrost in preudarnost, razumemo, da ste vi tisti, ki ste zgradili temelje za našo sedanjost in prihodnost. Hvaležni smo za vse, kar ste dali in še vedno dajete. Hvaležni smo za vaša prizadevanja, ki so pomagala ustvariti okolje, v katerem danes živimo. Mi pa smo zato zavezani odgovornosti, da jesen življenja preživite v zdravem okolju. Želim vam mirne in čarobne praznike. Preživite jih v družbi v vaših najdražjih. V novem letu pa vam želim predvsem zdravja, sreče in veselja. Ostanite vedri, srečni in zdravi, da se naslednje leto zopet vidimo. Hvala lepa. Da bo naše druženje prijetno in veselo ter v pričakovanju prazničnih dni, bo danes poskrbela tudi Hana Mlakar s pesmijo Kdo pozna. Kdo pozna
svoj objekt. Naj me morje k tebi vrne spet in tišine val pušča sled, me poljubiš, preden greš. Kdo pozna ta del srca, ki dviga te v nebo in te spusti na trna tla. Le mi dva so del neba, ki našla sva ljubezni biser in zaupava. Kdo to pozna? Kdo pozna ta del srca, ki dviga te v nebo in te spusti na trna tla. Le mi dva sva del neba, ki našla sva ljubezni biser in zaupava. Kdo to pozna? Kdo to pozna? Prosimo gospo Franjo Mlakar, da skupaj z gospodom doktorjem županom Tomažem Roženom počastita najstarejšo občanko, ki je to leto gospa Homan Silva, in najstarejšega občana občine Ravne, gospoda Čekon Ota. Čestitam najstarejši ste na srečanju. No. Hvala, da ste prišli. Ja, da tudi ne smem zamuditi. No, lepo. Ja. Vse dobro, vam želim dobro pozdravljati še naprej. Slikala bi. A lahko še eno slikico, prosim? Čestitam. Hvala. Moj pozdravljam, pa sreče. Hvala. Pa veselja z vnuki, pa z vnuki. Ja. Si pa slikali še? Magda, tek stopite. Super. Najlepša hvala in čestitka obema še enkrat. Na oder bi sedaj povabila še enkrat gospoda Jurc Avgusta, predsednika upokojencev Ravne, da nam pove nekaj svojih lepih besed. Hvala. En prav lep in prisrčen pozdrav v mojem imenu in v imenu Društva upokojencev Ravne na Koroškem. Veseli me, da se je vas danes zbralo v tako velikem številu. Toliko modrosti in življenjskih izkušenj na enem mestu ima človek le redko priliko videti. Vsakoletno druženje starostnikov je odlična priložnost, da se malo podružimo in obujam te spomine na mlada leta. Današnji dogodek, ki ga organizirajo skupno občina Ravne, krajevne organizacije Rdečega križa in območno združenje Mežiške doline, pa je le ena od potrditev, da je naši družbi in naši občini mar za starejše. Tu moram posebej pohvaliti občino Ravne in gospoda župana doktorja Tomaža Rožena, predsednico območne organizacije Rdečega križa Mežiške doline, gospo Magdaleno Piko, in številne pridne sodelavce in sodelavke v obeh zavodih, ki se trudijo, da smo
kot občina in kot družba čim bolj prijazni do starejših. Preden zaključim, pa bi vas še prijazno povabil, da ko vam na vrata potrkajo prostovoljci programa Starejši za starejše, našega društva upokojencev Ravne, da jim odprete vrata in spregovorite o vaših težavah ali pa se spustite z njim samo v prijazen klepet. Želim vam prijetno popoldne, v novem letu pa predvsem veliko, res veliko zdravja. Pa srečno. Sedaj se nam bosta na odru pridružila še oče in sin Tomaž in Matej Hartman, da nam nekaj zaigrata. Iz naše strani pa zahvaljujemo se vam za vaš obisk prireditve, pa nasvidenje prihodnje leto. Vsem skupaj želimo vesele novoletne praznike, miru, sreče ter vere v življenje. Srečno 2025.
Hvala.